Danes se nahajamo na lokaciji predvidene prenove podnebnega observatorija na Kredarici. Za mano ga lahko vidite. To je ta del desno od planinskega doma. V prihodnjih dneh se bo pričela rušitev in pa nekje do konca leta 2026 predvidevamo, da bomo predali v uporabo nov objekt. V prihodnosti načrtujemo tudi več novih meritev, ki jih do zdaj nismo upravljali. Mogoče najbolj pomembna bodo meritve toplogrednih plinov in pa povečali bomo obseg lavinskih meritev. Smo država, regija, ki je z vremenskimi spremembami zelo obremenjena, zelo izpostavljena in temu se bomo uspešno prilagodili. Slišali ste gradbinca, da se bo tako ali drugače preložilo okrog 900 ton materijala. Izjemna številka, vedeti treba, da na tej višini seveda so obremenitve helikopterjev drugačne. En velik, pomemben del prevozov bomo opravili Slovenske vojske. Zelo smo veseli, ker bomo s tem tudi za naprej omogočili izvajanje meteoroloških meritev in opazovanj tukaj na Kredarici. Prve meritve so tukaj bile izvedene v prostorih Slovenskega planinskega društva, torej predhodnice te koče že leta 1897 in so se nadaljevala v poletnih mesecih, vsa poletja, vse do druge svetovne vojne, leta 1954, torej točno 70 let nazaj, pa smo začeli tukaj z neprestanimi opazovanji, ki trajajo še danes. Ta opazovanja potekajo torej po zimi in poleti in po dnevi in po noči in s tem novi prostori nam bodo omogočili to tudi za prihodnost. Niz podatkov, ki smo jih uspeli zbrati in jih imamo zbrane na naših računalnikih, bodo zdaj obdelani z umetno inteligenco, bodo obdelani z superračunalnikom, ki so v naših serverjih in hkrati bodo hitreje, bolj učinkovito, bolj daleč naprej zaznali izredne spremembe, ki se mogoče okoli nas ali pa prav našem teritoriju dogajajo. Opazovalnice so izjemno pomembne z več vidikov. Najprej je tu opazovanje, ki teče v mrežo opazovanj, poleg tega pa lahko tu opravljajo določene meritve, ki jih drugje ni mogoče upravljati.